Bežanje pred Božjo svetostjo. Eden od razlogov, zakaj ljudje nočejo imeti opravka z Bogom, je, ker je svet. Kar pomeni, da je brezgrešen, moralno popoln in povsem ločen od greha. Je absolutni standard moralne popolnosti. Vsi Božji zakoni in navodila odsevajo njegovo svetost, sveto naravo in iz nje tudi izhajajo. Bog je drugačen od vseh in vsakogar. Je edinstven v čisto svoji kategoriji. Kdo je kakor ti, Gospod, med bogovi? Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti, strašen v sijaju, ki delaš čudeže? Sveto pismo nam postavlja vprašanje, kdo je kakor Bog, veličasten v svetosti? Na to odgovarja: nihče ni svet, kakor Gospod. Zakaj nikogar ni razen tebe, ni je skale, kakor je naš Bog. Na drugem mestu pravi Božja beseda: zato me razumni ljudje poslušajte. Gnusna je Bogu krivica, mogočnemu podtikanje. Značilnost, da je Bog svet, da je to njegov standard, moralna popolnost, da mu je krivica in podtikanje gnusoba, nas enostavno našo grešnost, našo nepopolnost, sebičnost, neiskrenost odvrača od Boga, njegove svetosti, popolnosti. Še posebej za nas predstavlja oviro, ko nam Božja beseda zapoveduje, da smo naj tudi mi sveti, moralno popolni, kakor je Bog. Kajti jaz sem Gospod, vaš Bog. Posvečujte se in bodite sveti, ker sem jaz svet. Tukaj se dogaja veliki konflikt med Bogom in nami. Vsak iskren človek se zaveda, da velikokrat naredimo mnogo neiskrenih, napačnih odločitev, ki prizadanejo druge in nas, in se globoko v sebi počutimo razočarane, premagane, celo znotraj umazane in pokvarjene. Ko pa nam Bog ponuja in zapoveduje še svoje popolne standarde, najraje pobegnemo od njega in nočemo imeti z njim nobenega opravka. Na vse načine se hočemo izmikati Bogu ali pa se začeti prepričevati, da ne obstaja, in se hočemo rešiti občutka krivde in razočaranja. Podobno živetje je imel prerok Izaija. Drug drugemu so vzklikali in govorili: svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami. Prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja Gospoda nad vojskami. Sveto pismo nam opisuje, da je Izaija videl Gospoda na prestolu. Videl je angele, ki so drug drugemu vzklikali, da je svet Gospod nad vojskami. To ga je pripeljalo do spoznanja, da je mož z nečistimi ustnicami,
ki prebiva sredi ljudstva, ki je tudi nečisto, grešno in izgubljeno pred Bogom. Napake, ki jih delamo ljudje, ko spoznavamo svojo grešnost, začnemo nekako tešiti, prepričevati samega sebe, da ni tako hudo, da nismo tako slabi, dokler ne obupamo nad sabo in nočemo imeti nobenega opravka z Bogom. Toda to je napačna odločitev, ki nas še bolj pogreza v našo grešnost. In ker se jim ni zdelo vredno, da bi živeli skladno s svojim spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počenjajo, kar se ne spodobi. Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zavrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so. Pavel razpravlja tukaj o določenem, toda pomanjkljivem spoznanju Boga. Človek je obral drugo pot, namesto da bi mu bilo spoznanje popolne resnice o Bogu pomembno, je v svoji nemoči, grešnosti, razočaranju, umu zabredel še globje. Seveda pa s tem ni rešil svojega problema. Bog nam ponuja svojo svetost. Vrnimo se nazaj k Izaiji, ki je spoznal svojo grešnost, ko se je soočil z Božjo svetostjo. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se mojih ustnic in rekel: Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana. Tvoj greh je odpuščen. Tako je prišlo do velike spremembe v njegovem življenju. Po svojem spoznanju grešnosti Bog pošlje angela, ki z oltarja vzame žerjavico in se dotakne Izaijevih ustnic. Božji dotik Izaiju prinese spoznanje, da je krivda izbrisana, greh odpuščen. Zadetje svetosti Gospoda je prineslo Izaiji spoznanje, da je grešen. Potem je bil pripravljen se ponižati, skesati. To mu je odprlo vrata, da je Bog posredoval svojo svetostjo na Izaiju. Ga očistil in podaril svojo svetost. Razumevanje Božje svetosti drastično spremeni življenje vsakega posameznika. Ko doživimo bližino Božje svetosti, spoznamo svojo grešnost in potem občutek Božje svetosti, ki nam prinaša spoznanje, da so nam grehi oproščeni, da smo čisti in sveti pred Bogom. To je svoboda, ki prihaja od Boga. Razumevanje Božje svetosti nam prinaša spoznanje, da mi sami ne moremo nič napraviti z dobrimi deli, izpolnjevanjem zapovedi. Mi smo grešniki, ki lahko postanemo sveti samo na temelju tega, kar je Bog storil za nas. Tukaj je svoboda, ki je mnogi nikoli ne doživijo, saj svetost gradijo na svojih dobrih delih, da bi ugodili Bogu. Naša svetost je v Kristusu,
ki je umrl za naše grehe. Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Jezus, ki ni nikoli zgrešil, je prevzel naše grehe in jih nesel na križ, da bi nam omogočil, da smo lahko pravični samo v njem. Še več, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela. Jezus nas je odkupil iz nepostavnosti, grešnosti in nas očistil, postavil nov temelj, da smo lahko vneti in živimo za dobra dela. Znova in znova potrebujemo spoznanje Božje svetosti. Saj je to naša moč, svoboda in radost. Zakaj so kristjani tolikokrat žalostni, obteženi in razočarani nad svojim krščanskim življenjem? Ker svoje krščansko življenje gradijo na svoji svetosti in ne na Božji. Tolikokrat vrinemo dobra dela kot pogoj, da bomo postali bolj sveti, verni in poslušni Bogu. Da bomo potem bolj ugajali Bogu. Ne. Naša moč, radost in zmaga je v Božji bližini in njegovi svetosti in razodetju. Zaključimo s Pavlovimi besedami. Ali se je res treba ponašati? To sicer nič ne koristi, vendar bom prišel do viden in razodeti Gospoda. Vem za človeka v Kristusu. Pred 14 leti je bil vzet do tretjih nebes. Ali v telesu, ne vem. Ali brez telesa, ne vem. To ve Bog. Vem tudi, da je bil ta človek, ali v telesu, ali brez telesa, ne vem. To ve Bog. Vzet v raj in je slišal neizrekljive besede, ki jih človeku ni dovoljeno spregovoriti. S tem človekom se bom ponašal, seboj pa se ne bom ponašal, razen z slabostmi. Če bi se že hotel ponašati, ne bi bil neumen, saj bi govoril resnico. Pa se rajši zdržim, da ne bi kdo mislil o meni več, kakor to, kar na meni vidi ali kar povem. Vesel sem torej slabosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. Pavel ali Pavlovi nasprotniki so velikokrat napadali njegovo službo, češ da ni pravi apostol, da ne uči dobro, da nima pravega spoznanja Boga in podobno. V tem odlomku lahko vidimo, na kakšnem temelju je gradil Pavel. Ne na svoji moči, poslušnosti, svetosti, ampak razodetju Boga, njegove bližine in svetosti. Govori o razodetjih Boga, njegove bližine, svetosti. Potem poudari, da se bo s tem ponašal ali hvalil. Kaj je Bog storil v njegovem življenju in ne on. Ko govori o sebi, govori o svojih slabostih, nemoči. Kajti to mu daje možnost in priložnost za Boga v njegovem življenju. Prosimo Boga, da nam razodeva svojo svetost. Pridimo v bližino Boga. Dovolimo, da razodeva, da je on svet,
in da spreminja ali želi spreminjati naša življenja. Amen.